Spoštovane ministrice, ministri, spoštovani veleposlanice in veleposlaniki, spoštovane pripadnice in pripadniki enot v mednarodnih operacijah in misijah, dragi, visoki in drugi gostje. Slovenija letos obeležuje 20. obletnico sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Ob tej častitljivi obletnici mi je v veliko veselje, da vas lahko pozdravim na konferenci, ki obeležuje našo zavezanost prizadevanjem za mir, varnost in stabilnost v svetu. Temeljna načela in vrednote, kot so krepitev mednarodne varnosti, demokracija, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zaščita posebej ranljivih skupin, so podlaga za naše sodelovanje v operacijah, v mednarodnih operacijah in misijah. Preko sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah se zavzemamo za odgovornost in solidarnost, za spoštovanje mednarodnega prava in za sodelovanje na osnovi enakopravnosti ter za zagotavljanje enakih možnosti. Slovenija kot aktivna in odgovorna članica mednarodne skupnosti s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah pomaga prizadetemu prebivalstvu ter prispeva k stabilizaciji križnih žarišč, od koder bi se lahko grožnje miru in varnosti razširile tudi na druge regije. S tem nasplošno pripomore k varnosti in miru v svetu in tako seveda tudi pri nas. Naša prva mednarodna operacija je bila operacija Alba, Zora. Pod mandatom Organizacije za varnost in sodelovanje je od maja do julija 1997 v vojaški in humanitarni operaciji pod vodstvom Italije sodelovalo 21 pripadnikov takratnega 10. bataljona Slovenske vojske za mednarodno sodelovanje. Ob koncu operacije, katere končni cilj je bila zagotovitev varnega in stabilnega okolja za izvedbo svobodnih volitev, je bila Albanija že zmožna opravljati temeljne funkcije države, povezane z varnostjo prebivalstva in premoženja. Operacija je torej bila uspešna. Albanija je danes, kot vemo, članica NATO in se približuje Evropski uniji. Za nas je bila operacija Alba odlična priložnost za pridobitev vojaških, diplomatskih, političnih, pravnih in tehničnih znanj in izkušenj, potrebnih za naša prihodnja sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. Težišče našega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah že vrsto let ostaja predvsem sosednja regija, to je Zahodni Balkan, ki se žal še vedno sooča s številnimi izzivi. Varnostno-stabilizacijski, reformni in evroatlantski integracijski procesi na Zahodnem Balkanu niso povsem zaključeni, zato je tam še vedno nujna mednarodna in posledično naša prisotnost v operacijah KFOR-ja in Alteje, NATO-vega poveljstva v Sarajevu in Skopju ter vojaškega urada za povezave v Beogradu. Zavedamo se globalnih izzivov, zlasti razsežnosti terorizma in drugih varnostnih izzivov ter pomena skupnega nastopa in solidarnosti pri njihovem naslavljanju. Republika Slovenija zato sodeluje tudi v mednarodnih operacijah in misijah drugod širom sveta. Ponosen sem na naše sodelovanje v operacijah na severu Iraka, v Maliju, v Južnem Libanonu, na Golanski planoti ter v pomorski operaciji v Sredozemlju. Slovenija se je v okviru zavezništev vselej izkazala kot zanesljiva in verodostojna država, takšna, ki aktivno prispeva pri urejanju zadev, vezanih na mednarodni mir in varnost. In verjamem, da bo tako odgovorno in uspešno tudi naše najnovejše sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, to je sodelovanje Republike Slovenije v NATO-vi okrepljeni prednji prisotnosti v Latviji. Spoštovani, leta 1991 nas je želja po demokratični in pravni državi, po miru in varnosti in po boljši skupni prihodnosti združila v boju za našo samostojno državo. Slovenski pripadniki in pripadnice enot v mednarodnih operacijah in misijah danes pomagajo vzpostavljati in razvijati prav te vrednote drugim narodom in državam. Gre za plemenito poslanstvo,
Poslanstvo, ki je pomemben del naše slovenske politike, ki teži k kulturi miru, strpnosti in nenasilja. In prav to kulturo želimo v dobri veri in sodelovanju s partnerskimi državami širiti tudi v tistih delih sveta, kjer konfliktne razmere onemogočajo mirno življenje, uveljavljanje demokratičnih vrednot ter uresničevanje človekovih pravic in svoboščin. Zato še posebej cenim in spoštujem dejstvo, da naše pripadnice in pripadniki enot v mednarodnih operacijah in misijah na različne načine pomagajo pri uresničevanju navedenih ciljev in vrednot, pri čemer jim uspeva s prebivalstvom v tujih okoljih praviloma vzpostaviti tudi pristen človeški stik in odnos zaupanja. Slovenijo tako predstavljajo na najboljši možen način, ne le preko svojih strokovnih, vojaških, tehničnih, administrativnih in drugih znanj in spretnosti, ter v seveda odličnem sodelovanju z enotami iz drugih sodelujočih držav, pač pa tudi preko širšega človeškega odnosa, ki tako Slovenijo na svetovnem zemljevidu še močneje utrjuje kot odgovorno in humano državo. Vsem sodelujočim v teh operacijah in misijah zato seveda izrekam iskreno priznanje. Dame in gospodje, svet se hitro spreminja. Varnost in mir, kot vemo, žal nista samoumevna. Čeprav bi si želeli, da mednarodne operacije in misije ne bi bile več potrebne, njihov pomen žal postaja vedno večji. Na vseh nas je, zato da s politikami dialoga in vzajemnega sodelovanja ohranjamo in spodbujamo stabilnost in varnost. Mednarodno okolje je soočeno s kompleksnimi varnostnimi izzivi in grožnjami z različnimi regionalnimi značilnostmi. Zaznavanje in ocenjevanje ogroženosti je oteženo zaradi nepredvidljivosti, večdimenzionalnosti in vse večje prepletenosti. Zato so mednarodne operacije in misije vedno bolj kompleksne. V njih pa sodelujejo tako vojaške kot tudi civilne strukture. Obvladovanje konfliktov in pokonfliktna obnova zahtevata hiter in kakovosten nadaljnji razvoj mednarodnega institucionalnega okvira, predvsem torej mednarodnega prava, ustreznih postopkov in seveda zmogljivosti. Poleg tega pa je nujno tudi dobro sodelovanje ter hitro in učinkovito ter celovito odzivanje mednarodnih akterjev. V dosedanjih 20 letih je v mednarodnih operacijah in misijah sodelovalo preko 11.000 pripadnikov in pripadnic različnih slovenskih državnih organov. Kot predsednik vlade imam vsako leto možnost in priložnost, da jih neposredno nagovorim, da neposredno govorim s poveljnicami in poveljniki naših kontingentov v mednarodnih operacijah in misijah. In vedno me zelo veselijo novice o dobrem delovnem vzdušju, o motiviranosti, o strokovnosti in ustrezni opremljenosti naših pripadnic in pripadnikov. Dovolite mi, da vsem pripadnikom in pripadnicam enot v mednarodnih operacijah in misijah ponovno izrečem hvaležnost in izražim spoštovanje. Kot predsednik vlade republike sem zelo ponosen na vsakega izmed vas in verjamem, da tako čutijo tudi drugi naši državljanke in državljani. Poudariti je treba, da v 20-letnem delovanju na konfliktnih in zahtevnih območjih med slovenskimi pripadniki mednarodnih operacij in misij ni bilo smrtnih žrtev. K temu je odločilno pripomogla skrb za ustrezno opremljenost in usposobljenost naših pripadnic in pripadnikov. To se je še posebej izkazalo denimo leta 2005 v Kabulu, ko je izvidniška skupina Slovenske vojske z oklepnim vozilom naletela na nastavljeno eksplozivno napravo. In pa leta 2011, ko je bila v samomorilskem napadu na bazo NATO v središču Herata lažje poškodovana civilna strokovnjakinja. Oba napada sta minila na srečo brez smrtnih žrtev med slovenskimi pripadniki in želim si, da bi tako ostalo tudi naprej. Zato je seveda ključna naloga Republike Slovenije, da svojim pripadnicam in pripadnikom v mednarodnih operacijah in misijah tudi v prihodnje zagotovi vso potrebno podporo, ki je potrebna za učinkovito izvajanje nalog in posledično za njihovo zaščito. Veseli me, da je naša vlada obrnila trend padanja izdatkov za obrambo in da se zato zdaj povečuje
del sredstev za izgradnjo boljših vojaških zmogljivosti. Hkrati je Republika Slovenija tudi med 20 članicami Organizacije združenih narodov, ki redno plačujejo prispevke za vse mednarodne operacije in misije Organizacije združenih narodov. Spoštovani, iskreno me veseli, da lahko slovesno otvorim konferenco, ki je sad sodelovanja 3 ministrstev. Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo. Vsem udeležencem želim ob tem 20-letnem jubileju obilo izmenjav izkušenj in znanja ter seveda tudi prijetno druženje. Pripadnikom in pripadnicam v mednarodnih operacijah in misijah, ki so ta trenutek v tujini in tako ne morejo tukaj praznovati z nami, pa želim varno opravljanje dela ter varno in srečno vrnitev domov. Hvala lepa.